Slovenija, natančneje Kranj z okolico, bo 3. in 4. septembra 2022 gostila dirko iz serije Letap pod slovito blagovno znamko Tour de France. Ta dvodnevni kolesarski spektakel so predstavili pred mestno občino Kranj. Velika prireditev se nam obeta prihodnje leto. Prvič imamo stik z mednarodno prireditvijo, seveda najbolj znano dirko na svetu Tour de France, in zdaj bo seveda tukaj možnost, da rekreativci, ki jih ni malo v Kranju in v Sloveniji, pridejo tudi na svoj račun. Pričakujemo tudi precej gostov iz tujine, torej res turistična akcija, priložnost, da se Kranj še bolje predstavi svetu. Ambasador projekta je kolesarski as Matej Mohorič, zmagovalec 2 etap letošnjega tura, ki je postal tudi kranjski športni ambasador. Župan mu je predal plaketo mestne občine Kranj za izjemne dosežke na področju športa. S kakšno hitrostjo gre po kranjskih ulicah oziroma bo šlo? Jaz upam, da bodo vsi prišli tukaj z željo po izkusiti Kranj kot kolesarsko destinacijo. Verjamem, da bodo tudi določeni kolesarji motivirani za zmago na tej rekreativni dirki, ki bo zagotovo organizirana na vrhunskem nivoju, in tisti bodo zagotovo tudi zelo hitri. Podpira Slovenijo, v kakšnem stanju pa si trenutno? Zdaj sem v fazi počitka po svetovnem prvenstvu, da si naberem novih moči. V nedeljo me čaka že naslednja dirka, Paris-Roubaix. Tako da tudi jaz se odpravljamo z močno ekipo in z željami po dobrem rezultatu. Tako da potem me naslednji vikend zatem čaka še Lombardija, potem pa nekaj počitka po tej dolgi in naporni sezoni. Tako da še 2 dirki pa smo. Dolgi, naporni, a uspešni? Ta sezona je bila zelo uspešna, moja najuspešnejša do zdaj. Tudi potrditev, da dobro delamo, in upam, da bo v prihodnje si bomo postavili še višje cilje, in upam, da nam uspe. Direktor dirke Aleš Hostnik najavlja, da bo dirka obiskala tudi domača kraja kolesarskih zvezdnikov iz okolice, torej Komendo Tadeja Pogačarja in Podblico Mateja Mohoriča. V amaterske prireditve Tour de France je vključenih 24 mest v 21 državah in Slovenija je odslej del te zgodbe. V Kranju se bo torej odvijal velik mednarodni kolesarski dogodek. Prihodnje leto 3. in 4. septembra bo v Kranj gostil Letap Slovenija by Tour de France, rekreativni kolesarski dogodek pod patronatom dirke po Franciji. Slovenci radi kolesarimo in seveda bo to zelo zanimivo. Vsekako pričakujemo 1500 do 2000 ljudi. Ne bomo pozabili na sobotni program, kjer bo praktično zajeta velika širina in velika večina ljubiteljev kolesarstva. Poskrbeli bomo za otroke na poganjalčkih, tako na drugi strani za starodobnike, za kolesarje na električnih kolesih in podobno. Nedelja pa je seveda prava izkušnja Tour de France na 2 trasah, na krajši 70 km s 1100 višinskimi metri in daljša trasa z 120 km in nekaj več čez kot 2200 metrov višine. Podprli bodo seveda tudi vsi slovenski odlični vrhunski kolesarji. Vsekakor zaradi teh naših uspehov, super junakov, se dogaja velik preboj kolesarstva v Sloveniji. Na drugi strani imamo pa tudi na cestah ogromno kolesarjev, kar se mi zdi, da je to res. Slovenija se prebuja, Slovenija postaja prava kolesarska velesila in tudi kot turistična destinacija postajamo zaradi tega mnogo bolj zanimivi in verjamem, da bo v Sloveniji še več in več kolesarjev in turistov. Dobro organizacijo spektakla v Kranju obljublja tudi starosta kranjskega kolesarstva, zdaj častni predsednik kolesarskega kluba Kranj, Franc Hvasti, pred 50 leti udeleženec svetovnega prvenstva. Spominov je res v teh 68 letih na kolesarstvo veliko, tako da pravzaprav v tem trenutku niti ne vem, kje bi začel, ampak če gledam vse skupaj, od takrat pa do zdaj je kolesarstvo naredilo velik skok, velik napredek, in iz anonimnih kolesarskih stvari, ki smo jih počenjali v mojih otroških letih, pa danes smo praktično prvi oziroma vodilni na svetu, je ogromno dela vmes in ogromno lepih spominov. In tudi zadovoljstvo, da nam je to vse skupaj ratalo. Tudi takšne prireditve pripomorejo k temu?
Vse pripomore, jaz pravim, vsak dogodek, ki je povezan s komarkoli v njegovi branži, pri nas v kolesarstvu, je dogodek, ki vsekakor pomeni nekaj pozitivnega ali veliko, včasih tudi kakšno negativno stvar, ampak to je tako na svetu je. Stvari se pač imajo dve strani. Tudi sami ste celo življenje vpeti v kolesarstvo. Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? Katera dirka? Dirka je, ne vem, veliko, ampak zelo sem bil zadovoljen takrat, ko sem postal državni prvak cestni v Puli, pa tudi v Ljubljani, sem več dirk teh zmagal, pa 3 dirke po Kranju, kar je veliko zadovoljstvo, nekaj v domačem kraju, in takrat je bilo res veliko navijačev. Jaz se spomnim, takrat ni bilo toliko prireditev drugih in kolesarstvo je bil pač v Kranju že kar tako dost gledan in ljudje so pravzaprav z dopustov prišli z morja gledati dirko, pa so šli nazaj in to je bilo ogromno ljudi, ki so navijali in zmagati, tako kot recimo smo dale gledali v svetovno prvenstvo v Belgiji, to je to, kar ljudi, da mislim, to je adrenalin. Tudi vaš vnuk je državni prvak, torej znanje prenašate na mlado generacijo? Ja, z njim se zelo veliko ukvarjam in mislim, pazim, on je zelo hiperaktiven in ne vem, zagnan bom po domače povedal, in ga moram brenzati, ne spodbujati in pazim, da se ne bo prenajedel vsega skupaj, ker on bi delal mnogo več, kot je v tem trenutku potrebno oziroma ki pravzaprav normalno zmore, ampak pazim na to, da ga pripeljal do kek je treba, takrat bo pa odprla vse, kar znava. Tudi po Kranju na etapi Tour de France? Ja, to seveda ne vem niti točno, ampak sigurno bo nastopil tisti prvi dan, ker bo za mlajše, mogoče se bo pa spustil tudi na to prvo krajšo varianto, tako so povedali, da bo okrog 70 km, ker to zdaj bo pa že 14 let in je že tam nekje, ki bo začel lahko malo bolj resne stvari. Tudi sami še zavrtite pedala? Ja, sam zdaj imam pomočnika elektriko, tako da z navadnim kolesom nisem se pelem, ampak nimam več takega veselja, ker me pač zmanjka moči. Pač to so leta in malo manj še bolezenskih problemov, astmo in tako. Tako da sem se odločil za električen kolo in to je pa užitek. Kaj bi dejali ljudem, zakaj kolesariti? To je veliko stvari. Jaz mislim, da sem vse stvari, ki sem jih naredil tako, da sem jih pogruntal, več kot jih lahko doma za mizo, sem jih na kolesu ali pri teku. Torej šport, aerobni šport, ki se lahko s sabo pogovarjaš uro, 2 ali 3, je nekaj posebnega. Kolo ima pa še eno dobro ali pa 2 dobre lastnosti, greš lahko daleč naokrog, vidiš veliko krajev in poleg tega recimo tudi, če se zmatram, gre kolo še zmeraj naprej, nehaš goniti, pa se nekaj časa pelješ pri drugih športih, pa če si utrujen, drugega nikaj ali dol sedeš ali ležeš in ta razlika je velika in jaz priporočam vsakmu, ki je že bolj v letih, karkoli, da vzame kolo in se vozi, tako kot sem povedal, ko ti ne gre, pa lahko malo nehaš goniti, pa spet.